Na tokratni 14. seji Moravškega občinskega sveta minulo sredo so svetniki z dvotretjinsko večino glasov sprejeli spremembe statuta in poslovnika občine in tako omenjena dokumenta uskladili s spremenjeno državno zakonodajo. Svetniki so sprejeli še sistemizacijo delovnih mest in spremembe cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Vojke na pokoj. V drugi obravnavi pa so svetniki sprejeli tudi odlok o spremembah občinskega podrobnega prostorskega načrta za območji MO16 in MO18 v Moravčah. Pred sprejetjem je bila razprava kar živahna. Pred nami je druga obravnava sprememb in dopolnitev OPPN-ja za območje MO16, MO18. Po prvi obravnavi je bila tudi javna razgrnitev. V času javne razgrnitve je bila podana ena pripomba na javno razgrnitev in to na urejevalno enoto UE18/6, ki pa ni bila predmet sprememb in dopolnitev, tokratnih sprememb in dopolnitev tega akta, tako da je nismo mogli upoštevati. Pa tudi ni bila konkretna, vsebinsko ni bila konkretna, da bi lahko kakorkoli upoštevali. Potem je šel akt v pridobitev drugih mnenj. V pridobitvi drugih mnenj smo dobili vsa pozitivna mnenja. Usklajevali smo se z Ministrstvom za kulturo, ki je spremenilo eno dikcijo enega člena noter. To dikcijo so že v prvem mnenju nam podali, zdaj so jo pa malo spremenili, gre pa za vplivno območje centra Moravč, ki nima konkretnega, čisto nobenega vpliva na to območje, ki se načrtuje. Jaz sem prepričan, da krajani pravzaprav sploh ne vejo, za kaj se gre. Ne vejo, da bomo dobili 70 stanovanj socialnih. 70 stanovanj, ki jih bo gradil Stanovanjski sklad Republike Slovenije, kateri bo tudi lastnik tega. 10 oddelkov vrtca, pa zmanjšajmo, gremo na 8. 6 oddelkov, 6 razredov šole, pa zmanjšajmo, gremo na 4. Od kje? Te ljudi, mlade družine, kakorkoli, recimo nekaj, da jih bo brez službe pametne, ne? Ali pa samo eden zaposlen. To bo treba plačati. Tudi slučajno ne gremo s stanovanjskim skladom skupaj dobi. Nobenih pogovorov v to smer, tako da to ni cilj. Cilj je, da se najprej prostorsko omogoči, da se tukaj začne prostor razvijati, pa verjetno je to projekt oziroma dolgoročno, recimo, če tako pogledamo v 20 letih, da se bo tukaj pozidali postopno območje po območje. Zemljišča so trenutno večina v zasebni lasti, s tem bomo omogočili, da se zgradijo stanovanja tudi za Moravčane, ki jim manjka, ne pogovarjamo pa se o stanovanjskem skladu, da bi vse naenkrat dobili socialna stanovanja, ker vemo, kaj to pomeni. Javnost je bila s tem prostorskim načrtom seznanjena v času javne razgrnitve in sicer od 20.1.2025 pa do 15.1.2025 in v času javne razgrnitve je bila podana, kot sem povedal, ena pripomba. Tam so bile tudi vse strokovne podlage, tudi zdaj v gradivu za občinski svet, ki je objavljen na spletni strani, so tudi vse strokovne podlage, ki so bile pripravljene za spremembo tega prostorskega načrta. Razen glasov iz opozicijskih vrst, ki so predlogu nasprotovali, je večina spremenjen podrobni prostorski načrt podprla in so ga takega tudi sprejeli.